me že z nestrpnostjo pričakovali. Jaz tudi vas. Velikokrat se mi zdi, da leto hitro mine. Tu in tam pa se čas tudi kje zatakne in se dogodijo zanimive stvari. Letos se še posebno veselim tega predbožičnega časa. Rad bi vam povedal, da je čas decembra, čas lepih pravljičnih sporočil, branja zanimivih knjig, da komu napišete kakšno sporočilo. Si vzamete čas, da napišete recimo sporočilo učiteljici, ki se največ jezi, ne popušča, zdi se vam, da vidi samo vaše napake. Dela volje, truda, to pa ne. Zakaj, boste vprašali? Povem vam, leta 1798 smo poslušali otroke, kako so lepo peli na ulici. Čez sosednje okno pa je pogledala zanimiva ženska, ki je iztegnila glavo, pogledala levo in desno po ulici in pri tem naredila takšen izraz obraza, kot bi ravno stopila na kakšen žebljiček ali oster kamen. Začela se je dreti na otroke, da so glasni, kaj se gredo, naj gredo kam drugam, da pod njenim oknom ne morejo peti se dreti, in jih nadrla in nagnala. Mimoidoči so se spogledovali, otrokom pa je bilo neprijetno. Malo so se spogledovali in zdelo se je, da so naredili kaj narobe. V bistvu pa so prinesli vmesto pesem, dobro voljo in nekaj prazničnega vzdušja. Otrokom je pristopil star krojač v ulici in jih povabil, da stopijo v njegovo delavnico. Vsi so ga dobro poznali, veljal je za tihega. Njegova delavnica je bila majhna, skromna, a v njej je gorel ogenj. Skuhal jim je čaj, razdelil svojo pogačo, ki je kupil za domov. Otroci pa so mu zameno zapeli. Kaj zapeli? Kar nekaj časa so peli. Nato jih je krojač pospremil domov. Nežno je začel naletavati sneg. Pogledal je v nebo, pogled je bil lep, kot vedno, ko začne snežiti. Ustvaril se je majhen piš vetra, kot nežen vrtinec. Krojač se je v vrtincu zavihtel in si zapel. Ko je stopil v svojo delavnico, je na hitro pospravil, pogasil ogenj in legel, saj je bil dan zelo naporen. Zbudil se je v jutranjem svitu. Zdelo se mu je, da je pustil luč v delavnici. Svetloba je prihajala skozi priprta vrata. Ko je stopal po stopnicah proti delavnici, pa je bila luč močnejša, močna. Delavnica, ko jo je pogledal, je bila urejena, pospravljena, zložena do pikice, od blaga po vzorcih, veliko ostrih šivank in veliko novimi prijemi urejenosti. Krojač ni mogel verjeti svojim očem. Videl sem ga, da se je uščipnil v prst, da bi videl, ali sanja, ali je res. Jaz sem le še v zadnjem trenutku se skril. Ja, tu in tam srečam res dobre, iskrene ljudi, polne dobre volje. Ni jim težko, prijazni in spoštljivi so do drugih in ja, nosijo lepa sporočila. Pravijo, da so takšni izbranci tudi med vami. Zato vam želim,
veliko let, prazničnih, pravličnih sporočil. Zato hitro skočite do vaše smrekice, kjer vam je Božiček pustil nekaj daril. Bodite pridni vse leto, da se naslednje leto ponovno vidimo v živo. Ne pozabite, čudeži obstajajo, le verjeti je treba vanje. Naj bo novo leto polno čudežev za vse.